V okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska se izvaja projekt z naslovom Keep Young and Fit, ki je sofinanciran strani Evropske unije. Cilj projekta je nadgradnja že obstoječega sistema za krepitev zdravja pri mladostnikih zaradi poslabšanega zdravstvenega stanja prebivalcev na obeh stranih meje. V projektu sodelujejo osnovne šole iz upravne enote Gornja Radgona in Center za krepitev zdravja Gornja Radgona, ki deluje v sklopu zdravstvenega doma Gornja Radgona. Skozi celotno obdobje projekta je namen otrokom in njihovim staršem čim bolj približati zdrav življenjski slog ter jim predstaviti smernice in načine za njegovo doseganje. Vodilni partner projekta je Prag d.o.o. televizija AS. V okviru projekta Keep Young and Fit je na osnovni šoli Kapela za učence 7. razreda potekalo predavanje na temo deklaracije izdelkov, ki ga je izvajala magistrica dietetike Mojca Malačič iz Centra za krepitev zdravja Gornja Radgona. Več o tem, kako pomembna je deklaracija izdelka, dietetičarka Malačič. Deklaracija je dejansko osebna izkaznica izdelka. Z deklaracijo dobimo ključne informacije o izdelku, o njegovi sestavinah, tudi o roku uporabnosti. Dejansko nam je lahko v konkretno pomoč pri izbiri nekih boljših izbir glede na naše prehranske potrebe. Obiskali smo osnovno šolo Gornja Radgona, kjer smo spremljali telesno aktivnost pri učencih 7. razreda, v šolski jedilnici pa so učenci spoznavali in uživali zdravo, tako imenovano malico za junake, ki je bila sestavljena iz prosa, mleka in suhega sadja. Več o tokratni telesni aktivnosti v sklopu projekta Keep Young and Fit nam je povedal Primož Rakovec, diplomirani zdravstvenik. Danes smo se spoznali z športno zvrstjo nogometom. Otroci so 7. razredov v osnovni šoli Gornja Radgona so spoznali nogometni trening, kako bi naj potekal, katere zvrsti oziroma kaj vse vključuje nogometni trening. Od koordinacije, motorike, spretnosti z žogo in na koncu seveda tudi, za kar otroci najraje pridejo na nogomet, se pravi igra nogometa. Nogomet je zvrst športa, ki zahteva dobro fizično pripravljenost. Nogomet je ena zvrst, katera otrokom in seveda vsem drugim ostalim da koordinacijo, motoriko, kognitivne sposobnosti. Se pravi, otroci so z športom, ne samo z nogometom, predvsem boljše skoncentrirani, imajo boljši spomin in seveda tudi spanec, kateri je zelo pomemben za razvoj naših otrok. Kako je bila sestavljena zdrava malica na osnovni šoli Gornja Radgona, dietetičarka Mojca Malačič. Danes smo na šoli, kjer predstavljamo zdravo malico, namreč poskušamo jih nekako opolnomočiti oziroma spodbuditi, da uživajo šolske malice. Predstavim jim, kaj v bistvu s takšno malico dobijo, katera hranila, katera vitamine dobijo in v bistvu kako to vpliva potem na njihovo telo, razvoj. V studiu televizije AS smo povabili ravnatelja osnovne šole Sveti Jurij ob Ščavnici, Marka Kranerja, s katerim smo se pogovarjali o nizki telesni aktivnosti učencev, zdravi in uravnoteženi prehrani ter o aktivnostih, ki potekajo v okviru projekta Keep Young and Fit na osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici. Glede nizkega vključevanja mladostnikov k telesnim aktivnostim, ravnatelj Kraner. Jaz ne bi rekel, da je neka aktivnost zmanjšana. Vidimo, da so se ure športa v šoli še preko razširjenega programa povečale. Tudi s temi projekti imajo učenci dodatno uro možnost gibanja. Tako da ne bi rekel, da imajo učenci manj možnosti glede teh aktivnosti, ampak mislim, da jih imajo še več. Zdaj, koliko pa se učenci vključujejo, pa je njihova izbira. Zdaj tukaj prioriteto vidim, da k tem aktivnostim bi morali mogoče narediti starši več, že v vrtcu, pa tudi v osnovni šoli, se pravi, da jih vključujejo doma v različne te aktivnosti, dejavnosti, ki so povezane z zdravim načinom življenja. In tukaj mogoče vidim neko pomanjkljivost glede samega časa. To je tudi v popoldanskem času ali pa takrat, ko so starši v službi. Moram reči, da naši učenci kar precej tudi imajo izvenšolskih dejavnosti, tako da tudi glede na to, ko smo mi hodili v šolo, se je
povečalo, imajo večjo možnost izbire, popoldne obiskovanje raznih drugih dejavnosti, kot je to nogomet, rokomet, judo, razne športne aktivnosti. In menim, da še vseeno na podeželju ni manj aktivnosti. So pa tukaj tudi vplivi drugih dejavnikov, kot je to telefon, internet, računalnik. Tega nekoč ni bilo, sedaj je in tukaj so pač prioriteta neke omejitve, ker verjamem, da prepovedi glede tega tukaj ne koristijo.